Ljubezen do stvarnika je tista ljubezen, ki nas resnično lahko ne samo osrečuje, ampak tudi varuje. Ljubezen do stvarnika je najvišja oblika ljubezni, ker ne damo na prvo mesto niti sebe, niti naših bližnjih, naše družine, prijateljev, niti ne materije, niti ne zemlje, ampak stvarnika, ki je vse ustvaril. Vse vidno in vse nevidno. In če ljubimo stvarnika, ki je vse to ustvaril, potem smo blagoslovljeni z njegovo ljubeznijo. Imamo odprta vrata za številne blagoslove, ki jih lahko dobimo samo takrat, ko smo se mi odločili, da bomo dali na prvo mesto ljubezen do stvarnika. Kdor ljubi stvarnika, je ta ljubezen tista, ki nas varuje na tej zemlji. Ko so Jezusa vprašali učenci, učenik, katera je največja zapoved v postavi? Jezus odgovoril svojim učencem: ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. In na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in vsi priroki. In če bi to razumeli in živeli prav vsi ljudje na svetu, ne bi bilo ne vojen, ne bi bilo ne žalosti, ne bolečin, ne bolezni, ne ločitev, ne vojen, ne katastrof, ampak bi imeli dobesedno raj na zemlji, Božje kraljestvo. Ker ta prva zapoved, da ljubimo stvarnika, da ljubimo z vsem srcem njega, ki je vse ustvaril z ljubeznijo, in da ljubimo potem bližnje, kakor sami sebe, je to pesem ljubezni. To je tista ljubezen, ki nas osrečuje, ozdravlja, ki nam daje modrost, ki nam daje vse tisto, kar v teh dnevih resnično najbolj potrebujemo. Zaščito. Če pogledamo psalm številka 91, zelo znan psalm, ki ga radi citirajo številni duhovni ljudje in učitelji, pravi sledeče: tisti, ki stanuje v zavetju najvišjega, ki prenočuje v senci mogočnega, pravi Gospodu: moje zatočišče in moja trdnjava, moj Bog, ki vanj zaupam. In zares, on te bo rešil iz vseh zank, pred pogubno kugo. Z svojimi krili te bo Bog pokril, pod njegove peruti se zatečemo. Ščit in oklep sta njegova zvestoba. In ne bomo se bali nobenih nočnih strahot, ne puščic, ki letijo podnevi, tudi ne kuge, ki hodi v temi, ne žela, ki pustoši opoldne. In naj jih pade 1000 na naši strani, 10 000 na naši desnici, to se nam ne bo približalo gorje. S svojimi očmi bomo gledali in bomo videli plačilo krivičnikov, ker Gospod je naše zatočišče. In če je Bog na prvem mestu, nobena nesreča nas ne more zadeti in noben udarec
nas ne bo se približal našemu domu. Zakaj Bog svojim angelom zapove, da nas varujejo na vseh naših poteh? Na rokah nas dobesedno nosijo, da z nogo ne zadanemo ob noben kamen. Tudi levi in ne kače ne bodo nam škodovali. In Bog lahko ščiti tiste ljudi, ki ga imajo na prvem mestu. Bog bo ščitil svoje otroke, kdor kliče in pozna njegovo ime. Vsako molitev usliši, vsako prošnjo usliši in čuva svoje otroke pred vsakršno koli zlo silo. In Bog je tisti, ki nas lahko varuje. In kdor to razume, ne bo imel strahu, ne bo gledal ne levo, ne desno. Psalm 91 nas tolaži v tistih trenutkih, ko so poplave, ko so težke nesreče na zemlji, ker tukaj imamo obljubo, da Bog bo svoj narod in svoje otroke, ki ga imajo na prvem mestu, ki ga ljubi z vsem srcem, vso dušo, z vso pametjo, varoval, ščitil pred vsakršno koli zlo silo tega sveta. In dragi člani Društva za srečno življenje Belis, če bomo dali vsi to ljubezen do stvarnika, ki je ustvaril prečudovito nebo in zemljo in vse vidno in nevidno, če bomo imeli to na prvem mestu, ne bomo ne sodniki, ne tožniki, ne bomo strahovali, ne bomo se bali, bomo ljubili vse svoje bližnje in tudi svoje življenje. In to je tista največja zaščita, ki nam omogoča ljubezen do stvarnika, ljubezen do sebe in ljubezen do vseh bližnjih. Zato je Društvo Belis tukaj za prvo alinejo 9. člena tako močno sidro za vse nas, da je brezpogojna ljubezen in tista alineja, ki jo Društvo za srečno življenje Belis živi, uči in jo tudi na en način želi udejanjiti v našem vsakodnevnem življenju v Sloveniji, v Evropi in v svetu. In če bomo to razumeli, če bomo to živeli in če bomo dajali vedno na prvo mesto ljubezen do življenja, do stvarnika, ki je ljubezen, ki je popoln, ki nas je ustvaril popolne ljudi, ne bomo delali nič, kar škoduje ali sobratu, sestri, ali zemlji, naravi, ali nam samim. Zato spodbujamo vse nas, ljubimo svojega stvarnika nebes in zemlje in vseh nas, Božjih otrok, z vsem srcem, z vso dušo, vso modrostjo in ljubimo svoje bližnje, kakor sami sebe, in sreča se bo množila, zdravje se bo množilo, mir se bo pomnožil v Sloveniji, v Evropi in v svetu in Božje kraljestvo bo kakor na nebu tudi na zemlji. In najlepša hvala za vašo pozornost danes.